Pozdravljen, Matic Munc. V zadnjem tednu si napisal kar nekaj kolumn in na temo velenjskih dečkov. Pa te prosim na kratko, da obnoviš pravzaprav, kaj se dogaja. Pa ne bo šlo na kratko, ampak ne, vse lahko. Zdaj, meni se je zelo pomembno to, da se glede na to, kaj se v javnosti govori in pravzaprav glede na to, da pravzaprav nihče ne ve dobro, kaj se konkretno v družinah dogaja, da je zelo dobro narediti ta odmik pa pogledati vsem strokovnost postopkov in glede strokovnosti pa jaz mislim, da ima javnost vedno pravico biti kritična. Se pravi, tukaj gre za to razmejitev, ki jo je tudi pač tako varuhinja, kot tudi ministrstvo v svojih izjavah ves čas poudarja, da javnost ne sme se vtikati v osebno življenje, kar se jaz sicer strinjam, vendar mislim pa, da javnost ima pravico se vtikati v strokovnost. In tukaj sam mislim, da so bili postopki, ki so bili izvedeni strani obeh centrov za socialno delo, v tem primeru Velenje in Slovenj Gradec, vsi tako strokovno napačni, kot tudi nehumani. Bistveno seveda tukaj, kar se pravzaprav zdaj kar spregleduje, je to, da je bila ta državna ugrabitev narejena na pravzaprav en tak pritlehen in prikrit način. Se pravi, to pravzaprav ni način, v katerem bi dejansko lahko ena družina pričakoval človek, da bi sodelovala. Se pravi, takrat, ko ne gledajo, ko se ne ve, nekdo pride in pravzaprav dva otroka ugrabi. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je v tem, da tisto, kar pa javnost ima pravico zvedeti, se pravi, in smo tudi komunicirali o tem, je to, kakšni bi bili ti domnevni razlogi za neprimernost in seveda ogromno stvari je bilo povedanih in zdaj tukaj moram reči, da pač nobeden od teh argumentov ne zdrži. Ne zdrži pa iz naslova tega, da je pravzaprav samo družinsko življenje ne bi bila svoboščina. Kar pomeni, da poseganje države v družinsko življenje je pravzaprav možno samo takrat, kadar za to obstajajo res utemeljeni razlogi. Utemeljeni razlogi so nasilje v družini, odvisnosti od alkohola, prepovedanih drog, zanemarjanje otrok, se pravi stvari, ki so načeloma kaznive. Vendar slišali smo pa pač argumente o nesodelovanju, kar pa pomeni, da sta oba dva centra socialno delo v tem primeru socialno-delovsko doktrino povsem povozila. Se pravi, če drži to, da je pravzaprav zaradi odpovedi enega sestanka, mogoče dveh sestankov, ali pa zaradi tega, ker si dve osebi v Sloveniji najameta odvetnika, za kar imata povsem vso pravico, da je to močen znak za nesodelovanje, to pomeni, da je nekdo pač šel popolnoma mimo socialno-delovske doktrine in je se pravzaprav zapira vrata pred družino in uporablja veliko kraj neko represivno ukrepanje, se pravi dejansko delovanje države, ki pa je v tem primeru represivno. Potem zelo pomemben del, na katerega sem opozarjal zadnji teden, je seveda pozicija skrbnika. Namreč oba dva otroka sta dobila skrbnika, uradnega skrbnika, ki je v bistvu delavec centra. Se pravi, ta skrbnik je bil, kako rečemo, pač na poziciji starša, glede na to, da en starš je pokojni, drugi mu je odvzeta prostost, se pravi, izvršuje roditeljsko pravico. Kakšna so da stališča tega skrbnika, te osebe, ki je bila imenovana, predvsem v odnosu do stikov otrok z svojim očetom, ki pa je tudi morilc njune mame. Se pravi, kaj so v teh 3 mesecih, kaj je bilo narejeno glede prepovedi stikov, če so potrebni, ali se je dejansko stike spodbujali. In pri čemer je zelo pomembno to, da celotno področje stikov v Sloveniji ima čez sodišče in ne Center za socialno delo. Se pravi, tle je ključno vprašanje, ali je bilo vloženo karkoli v zvezi s tem na sodišče. Se pravi, ali z določitvijo stikov, ali z morebitno prepovedjo stikov. Ali je skrbnik to naredil, če ni, zakaj tega ni naredil. Se pravi, skrbnik oziroma tudi Center za socialno delo po uradni dolžnosti. Potem je seveda še vprašanje, ki je pa mogoče veliko bolj humano, tudi je pa v tem, kako je možno, da se pravi, je določena družina za 3 mesece primerna in potem po neki točki, ene točke naprej, kar naenkrat ni več primerna. Tukaj je pravzaprav res čisto iz humanega vidika je to ljudem dajati pravzaprav lažno upanje. Zakaj potem dajati upanje? Saj bomo nekako zrihtali, ker je tudi jasno, da ob sami tragediji je bilo povedano tako, se pravi, otroka sta nekako ustno povedano, otroka sta lahko pri vas, vi pa vložite za rejništvo, saj bo nekako, pa potem ni. Se pravi, tukaj je celoten časovni kontekst pač takšen, da je seveda pri ljudeh vzbudil veliko slabe volje. Pa je pa seveda še, bo rekel, ključno, mislim za veliko ljudi pa zelo ključno vprašanje, kakšen vpliv imajo sorodniki
iz neke razširjene družine na to, kaj se dogaja za otroci v primeru, da pride recimo do smrti na ta način ali pa do tega, da so pač v bistvu starši odsotni ali pa celo pokojni in tako naprej. No, to pa mislim, da je začelo javnost močno zanimati, da enostavno smo prišli do točke, ko vemo, in to je res, da z nekim zapisom, notarskim zapisom, oporoko, ne moremo vplivati na to, kaj se bo z našimi otroci dogajalo v primeru naše smrti. In tukaj mislim, da je pa širša slovenska javnost se pa glede tega precej vznemirila in to upravičeno, da pravzaprav v takem primeru otroci postanejo državna last. In tega si pa verjetno ne želimo. Tako, to je nekako zdaj, to so strokovna vprašanja, niso vezane samo na konkreten primer, ampak so veliko širše. In če vzamemo rdeča nit vsega tega je pa to, ker je pa večkrat treba povedati, da Slovenija krši konvencije, ker so pač te postopki vezani na en organ socialnega varstva, ki je pravzaprav dejansko tisti, ki odloča, namešča, preverja in se pravi, to je pač nedopustno zaradi koncentracije moči in drugič je nedopustno zaradi tega, ker katerekoli stranke v postopku, ker jaz mislim, da razširjena družina so stranke, jih je treba tako dojemati, nimajo nobene pravice do pravnega varstva, to je pa možno doseči samo na sodiščih, v Sloveniji pa teh družinskih sodišč nimamo in vse skupaj je prepuščeno upravnemu organu, ker je nedopustno, Evropska komisija nas leta in leta opozarja o tem, da je to nedopustno in tako naprej. Tako da to je pa tisto, kar je pa dejansko treba naglasiti tudi pač politiko kot tako, da je pa to sistemska anomalija, ki se vleče že dolga leta in to je tisto, kar bo treba nemudoma spremeniti, ker pomeni, da je vse to prenešeno na sodne odločbe in ne na upravne odločbe centrov socialne delo. Opozoril si tudi, da eden od dečkov je avtist. Vsa strokovna literatura praviš opozarja, da v primeru avtizma je potrebno skrajno pazljivo uvajati kakršnekoli spremembe. Kakšne posledice lahko pravzaprav na oba dečka pustijo vsi ti stresni dogodki, ki ste jih doživela v zadnjem letu v psihološkem smislu? Zdaj tukaj je seveda malo govorjenja na pamet, ker jih pač ne poznamo. Dejstvo pa je, da očitno je eden izmed dečkov ima diagnosticiran avtizem, ker vemo, da je potrebno v bistvu ohranjati stabilno okolje in so te spremembe morajo biti zelo pametno dozirane, kar pomeni, da močno upam, ampak res močno upam, da gre v tem primeru za rejnike, ki so specialni rejniki, imajo specialna znanja glede dela z avtističnimi otroci. Upam, da je tako. Če center v primeru, da na to ni pomislil ali pa tega ni uporabil, potem dela neposredno škodo. Tukaj pač enostavno ne more biti drugače. Zdaj, če povzamemo celoto, je pa tako, kar se je tem otrokom zgodilo, je že kar velik, ogromno, za tako mladi osebi. Ravno iz tega naslova, glede na, če postavo ob stran vse postopke, je to, da se pač odmika iz njihovega okolja dve znani osebi, ki ima nudita neko varnost, že samo to po sebi je katastrofalno. Se pravi, tukaj je tisto, kjer je mislim, da pač stroka Centrov za socialno delo padla ponovno na izpitu humanosti, v tem, da ni znala navezati kontakta in ohraniti tega, ampak je morala iti v represijo. Zdaj, zato pravim, govoriti o posledicah je pa vedno zelo na pamet, imamo pač dobro stran je to, da pač na srečo otroci so fleksibilna bitja, generalno otroci, in ni nujno, da so vedno na srečo vse posledice trajne. Zato tega tudi, tako kot je varuhinja recimo rekla, da je izpostavljanje otrok javnosti pusti nepopravljive posledice, to ni res. Prvič tukaj jaz mislim, da še vedno otroci sami po sebi niso bili izpostavljeni javnosti in je to pravzaprav zelo, tako res dvolično, da pač se pravi kar enkrat v enem segmentu slovenske družbe mi ne smemo govoriti samo zato, ker je povezano z otroci. To bi pomenilo, da se recimo o šolstvu pravzaprav javno ne smemo pogovarjati zato, ker zadeva otroke, ker je neumnost. Tako da o posledicah ne rad, bom rekel, sigurno pa moram pa posebej upozoriti, da v primeru, da niso razmišljali o, se pravi, specialnih rejnikih, s specialnimi znanji, dela z avtističnimi otroci, potem so nedvomno naredili škodo. Pozdravljeni, jaz sem se danes udeležila shoda tukaj pred ministrstvom iz več razlogov, predvsem iz strokovnih. Tudi sama sem strokovni izpit in 15 let delovnih izkušenj,
so me izčile, da to, kar se zdaj zgodilo, ni po nobeni stopnji pravilno, tudi če so bili razlogi, zaradi katerih je otroka potrebno vzeti, čeprav bi javnost morala vedeti, zakaj ne more biti to izpovedati, da se to, ne vem, osebni podatki, kajti osebni podatki so nekaj druga reč. Dejstvo je, da tukaj bi mogli najprej v postopek odzema pravice očetu, ki je nedvomno zagrešil kaznivo dejanje in tukaj to ni debata, tukaj ni razpravlja. Zakaj to niso začeli ali naredili, ne vemo. Dejstvo je tudi to, da način, kako bi to izvedelo, je popolnoma nedostojen kogarkoli. Tukaj noben ne govori o stroki, se pravi začin je bil tukaj ponovno travma, otrokom ponovno narejena. To so kot rečeli različnih izkušenj, ki ima s uporabniki, so podobne ali pa primerljive stvari vide že mnogokrat, takrat ni bilo nobenega, da bi reagiral, ali pa tudi, če smo bili rešitvi. In to, kar počne dejansko socialna inšpekcija, ki dela po navodilih ministrstva, to niso dve ločeni zadevi. Skratka, socialna inšpekcija in ministrstvo so še kako povezana. Smo imeli tudi kar veliko izkušenj s socialno inšpekcijo, ker smo prijavljali zadeve, ki se dogajajo po domovih za ostarele povezane z našimi invalidi in seveda ali ni bilo odziva, ali je bila ugotovitev ta, da je vse v redu in dejansko to, kar je rekel gospod Stefanovski, se meni zdi grozljivo, da se oni pogovarjajo samo z osebjem in ne z uporabniki, ki so prijavili težke razmere, sploh ne govorijo. To, kar je gospod govoril, da pač dedek in babica nista stranka postopkov, mislim, zdrava pamet, to je norija, to je norija. In tukaj se ne more zakriti za nobeno stroko. Res, to je katastrofa. Karkoli bi bilo, ne more si otroka vzeti iz, ne vem, vrtca, brez njegove druge igračke, odneti, ne vem, kaj ga odnesi nekam neznano kam. Mislim, predvsem neka dedek in babica, ne vem, zlorabljajo. Zakaj so pa prav sploh gledali njima od začetka? Zakaj? Ker niso imeli nič močnega. 3 mesece so bila dovolj dobro. Zdaj pa kar naenkrat ne. In je treba čist na silo, presenečenje odpeljati in ne povedati, kje sta. Mislim, to je. Ministrstvo krši mednarodno konvencijo, kjer je podpisalo, da lahko samo Slovenija je podpisala, da lahko samo sodišče določi odvzem otrok. In to se redno krši. Glavni problem je v tem, ker imajo socialke policijska pooblastila. One vam v spisu nesejo trditev, ki jo nikoli ni treba dokazovati niti na sodišču, niti v upravnem postopku nikoli. Eden sosed vam reče, da ste neumen, socialna vam reče, da ste čudno in boste ob otroke. V postopku je čist legalen, če boste pa kaj proti imeli, vam bo pa sodni izvedenec psihiatrične stroke diagnosticiral manj vedenje in vas poskušal hospitalizirati, ter mogoče še celo odvzem upravilne sposobnosti, kar se dogaja na CSD-vič v primeru Kiršmanec. Ženska je prosila za pomoč po operaciji, so ji pa zrihtali prisilni odvzem otrok, pa odvzem pravilne sposobnosti in podobne traparije. Tako da tukaj ne nudijo socialno pomoč, tukaj ogrožajo državljanje. Z mojim prihodom na shod sporočam, da centri za socialno delo za mene enostavno nimajo vrednosti in ne bi smeli obstojati, ker ne bi smeli odločati tako, kot odločajo. Moram povedati, da sem tudi sama imela tak primer osebno s Centrom za socialno delo Koper in Jesenice. In dejansko je s tem ljudem, tem strokovnim v narekovajih, sodelavcem ne verjamem čisto nič. Ker tam on je blok stanuje in zdaj bi pa rihtali večje stanovanje, da boste lahko babica pa dedek imela otroke pri sebi naprej. To mi zahtevamo.
do otroke takoj. Oni sploh ne vejo, kje se otroci nahajajo. To je žalostno, veste, gospa. Tudi mi dva imamo vnuke in če kdo od staršev, Bog ne daj, da se mu kaj zgodi, je to zame država oziroma Bog ve kdo. Ta shod je pač ena od prevar. Začela se je ta zgodba v Velenju s prevaro. V smislu tega, da so zlorabili te otroke zato, da zburkajo slovensko javnost, da bi zdaj pač začutili potrebo ljudje, da treba hitro na vrat na nos zamenjati oziroma spremeniti družinsko zakonodajo. Ker vemo, da je zakon nedavno padel na referendumu. Zdaj pač skušajo eno bližnjico speljati preko te zlorabe teh dveh otrok. No, povedal bi pa še to, da ta dva otroka seveda sta Boga. Ne? Ampak imamo tisoče, če ne 10 000 otrok, kateri so bili mimo konvencije o otrokovih pravicah odvzeti staršem. 9. člen jasno piše, da sicer država lahko vzame otroka staršem oziroma vzgojiteljem, ampak mora v postopku o tem odločati sodišče. In mi množično kršimo to konvencijo in množično kršimo otrokove pravice v tej državi že od leta 1992, odkar je bila ta konvencija o otrokovih pravicah podpisana. In to je za nas katastrofa. Babica ima dva vnuka in ne morem si predstavljati, da mi jih vzame. Niti toliko niso bili, da bi jima dovolili vzeti najljubše igrače. Da po tolikem času onemogočila, da bi jih videli. To je nezaslišano. Pač tukaj nismo brez veze, tukaj smo zato, ker je šlo nekaj zelo narobe. Jaz osebno sem tukaj zato, ker me zanimajo dejstva, kaj je šlo narobe. In v bistvu to je to, zato sem tukaj. Pač konec koncev, zdaj se vse toliko zapletli, da niti ne vemo več, kaj je res skladni, ampak je skrajen cel, da pač pridemo resnici do dna, ne samo zaradi teh dveh otrok, ampak zaradi prihodnosti vseh naših otrok in vnukov. Kot strokovni delavec tukaj izjavljam pred vami vsemi so svojo strokovno kompetenco in zato stavim svoj strokovni izpit. Pravim vam, da je nemogoče je, da Center za socialno delo ugotovi, da ni v korist otrok bivanje s starimi starši, s katerimi se že od malega poznata, sta povezana, izvršujete stike in med njimi obstaja ljubeča navezanost. Tega enostavno ni mogoče ugotoviti. Da je socialna inšpekcija se v postopku ni seznanila stališči starih staršev, ampak je enostransko izvedla inšpekcijski nadzor samo na podlagi pogleda v spisovno dokumentacijo in pogovora s strokovnimi delavci. To je tako, da če bi bil jaz sodnik in bi bili tukaj dve stranki in bi eno stranko poklical in če bi bila ta stranka všeč, bi rekel, ja, v redu, vi boste zmagali, druge strani pa sploh ne bi slišal. Take socialne inšpekcije ne rabimo. Socialna inšpekcija, ki odloča enostransko, zgolj na podlagi pogleda v spise, in je druga plat zgodbe ne zanima. Enostavno je ne potrebujemo. In za glavnega socialnega inšpektorja, Petra Sepanovskega, imam zdaj eno vprašanje. Zanima me, kako da niste imeli niti enega samega vprašanja v tem postopku za stare starše. Ampak ste enostransko poslušali, le eno stran ji verjeli in na podlagi tega odločili. To je zame zelo nenavadno in sem zgrožen in razočaran in me vse to zelo prizadene. Kajti slabo luč mečete, drage kolegice, sokolegice in pa inšpektori, slabo luč mečete na celotno stroko socialnega dela. In to je sramota. Sem Klemen. Jaz sem bil leta 1988 v bistvu prek rejništva Centra za socialno delo Krško dodeljen starim staršem. Lahko povem sem to, da hvala Bogu, da so imeli takrat toliko razuma in pameti, da so naredili tako, da sem pristal pri njima in odrastel v normalno ljubeči družini. Stari starši so le neka ljubeča podpora v tistem trenutku, ko v trenutni družini ni tako, kot mogli biti.